jubilej pred domačo publiko. Kaja Eržen je vstopila v prestižni klub Stotice. Krilna nogometašica je proti Turčiji prišla do trimestnega števila tekem z državnim grbom. Slovenke so na domači tekmi prepričljivo premagale Turkinje in nato so do novih 3 točk prišle še na gostovanju. Letošnja Liga narodov ostaja 100-odstotna. Obiskali smo najbolj slovenskega med italijanskimi klubi. V Tavanjaku so se nogometnih veščin učile številne slovenske nogometašice, od zdajšnje selektorice kadetin Anje Milenković pa do jubilantke Erženove. Tradicija se nadaljuje z mlado slovensko reprezentantko. Oddajo bomo začeli z Ligo narodov. Tretji krog je v Ljubljano pripeljal Turčijo. Pa mislim, da je zdaj že vsem jasno, da mi gremo vsako tekmo na zmago. Prejšnjo akcijo smo dokazali, da lahko premagamo tudi boljše ekipe. Tako da mislim, da smo prišli samozavestne, verjamemo vase in če to na igrišču pokažemo, mislim, da se nima ničesar bati niti Turčije. Seveda poznamo ekipo Turčije, že smo igrali z njimi, ampak sedaj lahko pričakujemo čisto drugačno Turčijo. Vemo, da so agresivne in da igrajo zelo dobro v obrambi. Vemo, da pretijo iz protinapadov, ampak upamo, da jih bomo uspeli zaustaviti. Melike, seveda moja soigralka, je zelo dobra, ampak mi se je ne bojimo in vemo, da jo lahko ustavimo. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni vsi ljubitelji in ljubiteljice nogometa, predvsem ženskega nogometa, kajti vrača se Liga narodov in tekma med Slovenijo in Turčijo. Tretji krog v Ligi B skupini 2, kjer Slovenija začenja s prvega mesta, 2 tekmi, 2 zmagi, 2 res odlični predstavi, tako tudi v zgodovini najvišje na 38. mestu lestvice. Poln izkupiček, dosegli so 6 golov, prejele enega. Tule še strel v okvir vrate iz ozadja Lara Prašnikar, ampak še nadaljuje Slovenke, spet Prašnikar do strela mimo vrat. Da ostajamo pri izidu 0-0 v 14. minuti. Sicer pa Turčija v podobnem položaju kot Slovenija, še brez večjega tekmovanja, torej brez svetovnih in evropskih prvenstev. Tule poglejmo, tole priložnost Špela, Kolbl, gol! 29. minuta in Slovenija vendarle prihaja do zaslužene prednosti. Vsa statistika, tempo, posest in tako dalje na strani naših reprezentant, ki so zdaj to vendarle kronale z zadetkom. 1-0, Špela, Kolbl, 29. minuta. Potrpežljivo so čakale na tole priložnost Slovenke. Zamujala je obramba Turčije in bila ob svoji prvi napaki danes tudi kaznovana. Za St. Pölten, Korošec in Kramžar. Nova priložnost za Slovenijo in 2-0. 36. minuta, Špela, Kolbl v 29. in Zara Kramžar v 36. Kramžar je zdaj zadela na čisto vseh 3 tekmah Lige narodov proti Grčiji za zmago z 1-2. Proti Irski za zmago 4-0 in danes še proti Turčiji. Vseeno topčil do strela mimo vrat. Podaja Dživelek. Tule morda priložnost za Turčijo. Do strela je sicer prišla Melike Pekel, ampak predtežak kot, res da se je zatresla slovenska mreža, ampak samo iz zunanje strani. Melike Pekel, 29 let ima, napadalka sicer rojena v Münchnu. Igrala je za Augsburg, celo za münchenski Bayern med leti 2014 in 2016. Še v Franciji za Metz in PSG, Le Havre. No, tule pa spet priložnost za Turčijo, sreča za slovenska vrata, okvir vrat je pomagal. Po 2 rumena kartona tako na vsaki strani. Tukaj pogledamo še enkrat, takole je šla podaja za Melike Pekel, ta takoj do strela iz vrat je bila Zala Meršnik.
s podajo proti sredini, pa Prašnikar in Križaj. Še enkrat Prašnikar za Kolbl. S podajo kazenski prostor, tule je priložnost za Slovenijo, nobene potem ni bilo na desni strani kazenskega prostora. Križaj na levi. Izabela Križaj, daleč je prišla, spremljajo Makovec oziroma Kolbl. Padla je Kolbl v kazenskem prostoru, 11 metrovka za Slovenijo. Lara Prašnikar v polno. Ni uganila smeri, Zelda Akos krenila je v svojo levo, zanesljivo pa Lara Prašnikar v desni vratarkin spodnji kot za 3-0 v 65 minuti. Vse bolj se oblikuje rezultat tega današnjega srečanja v prid Slovenije, kar nas veseli. Res, da še ni čisto konec, ampak enostavno težko verjeti, da bi Turčija tule lahko še prišla do preobrata ali vsaj do izenačenja. Vsaj glede na igro, ki smo jo do tega trenutka spremljali. Slovenke tudi v obrambi delujejo zanesljivo. Prašnikar vrača nazaj še enkrat, oziroma tokrat Eržen. Pa poskus Turkin. Dobro postavljena Zala Meršnik v Ligi B skupini 2. Zdaj pri 6 točkah, torej 2 zmagi in en poraz za Irsko, 5 doseženih golih, pa 4 prejetih. Tukaj Kolbl do strela, ampak merila je previsoko. Dživelek direktno do strela, mirno Meršnik. Še enkrat Korošec podajo kazenski prostor, odbija Akos, ni še konec. Do strela Makovec, tole bi šlo pod prečko, zadnjimi močmi je vseeno rešila nov gol Slovenije. Turška vratarka Zelda Akos, tik pod prečko bi končala, žoga po strelu Sare Makovec. Še kakšen poskus morda za Turčijo v teh zadnjih trenutkih. Spet en nenatančen strel, medtem pa konec srečanja, piska Viktorija Bejer. Aplavz so si zaslužile slovenske reprezentantke z novo zmago in dobro predstavo, tokrat proti Turčiji za zmago s 3-0. Pa rezultat, ko na koncu res gleda, kot da je bilo to narejeno z levo roko, ampak samo igrišče ni tega kazalo. Turkinje so zelo agresivne, zelo borbene, tako da je bila kar težka tekma. Smo mogli kar izenačiti ta fajt na igrišču, tako da potem je v bistvu prišla naprej naša kvaliteta. Ja, pričakovali smo agresivnost pa dolge žoge, ampak mislim, da smo se bolj usmerjali na naš stil igre. Iz tekme v tekmo kažemo, da vedno znova, ko se dobimo skupaj, rastemo, igramo boljše in boljše in mene to ful veseli, da je tudi ta potencial, ki je že vrsto let razviden v ženskem nogometu v Sloveniji, pač prišel tudi na dan in da se po rezultatih tudi to vidi. Ja, mi gremo iz tekme v tekmo, počasi naš cilj je, da zmagamo vsako tekmo, ampak kot sem rekla, obstanek v Ligi B je naš cilj. Pa ste že preklopili na Turčijo, bo tam drugačna tekma? Ja, vsekakor bo drugače. Turkinje so videle, kako igramo, moramo se pripraviti na njih in tam tudi dati vse od sebe in iti po zmago. Zelo emotivna tekma bila zame in tudi končala se je na najboljši možen način. 3 pike so ostale doma, mi smo na prvem mestu, tako da lepše ne bi mogel biti, no. Lepši zaključek dneva. Zmaga najprej doma in nato še zmaga na gostovanju. Slovenija izjemno suvereno nadaljuje v Ligi narodov. Odločilni zadetek je v Turčiji dosegla Zara Kramžar. Na drugih 2 tekmah je bila Irska boljša od Grčije, tako na gostovanju kot doma. Na lestvici ima Slovenija 12 točk, z 9 sledi Irska, 3 ima Turčija, Grčija pa nič. Ja, sem ponosna. Mislim, da si pač vsaka igralka želi
pride do tega jubileja, do 100 nastopov in tudi še do več kot 100 nastopov, logično. Ampak sem ponosna na to, mislim, da s tem tudi pač strani Nogometne zveze in strani stafa trenutnega in vseh stafov bivših. Mislim, da mi da tudi nek dodatni feedback, neko zaupanje. Tako da ja, no, sem ponosna na ta dosežek. Tako da ja, glede na to, da pač je to doživela Mateja, tudi, s katero pač v reprezentanci res že igrava dolga leta. Je to nek, no, pač tudi tak dosežek zame, glede na to, da pač, ko sem bila mala, sem na njo gledala kot na nekega idola. Tudi zdaj, danes lahko gledamo na njo in mislim, da je velikim idol. Se spomnim, včasih nismo imeli tekem konec pač med vikendi, ampak smo imeli te turnirje, ker smo bili mlajši. In meni je bilo ful fajn, ker smo recimo šli na te turnirje, konec tedna oziroma kakorkoli in pa so bili tam vsi starši in so z nami hodili in to smo bili tako kot neka mala družina, pač vsi skupaj. In smo se v bistvu na teh turnirjih vsi povezali in igralke, ki so bile iz drugega konca Slovenije, naprimer iz Prekmurja, in mi, ki smo bile tukaj iz Gorenjske. Tako da ja, no, mi je bilo prav, to so neki taki spomini, ki v bistvu po celotni poti še danes so naši starši vedno zraven na vseh tekmah, ki lahko pridejo. In to so nekako te spomini, ki grejo od malih nog pa do zdaj. Če se ne motim, smo igrali proti Nizozemski. In je bilo ful ljudi. To je bilo nekaj ful pač novega za mene takrat, ker sem bila itak zelo mlada. In mislim, da je takrat na tisti tekmi celo Mateja Zver dala gol iz sredine in so bila tako wow. Takrat sem jo v bistvu tako ful prestrašeno pela, da me ja ne bi kdo slišal. A zdaj, ko imam že 100 nastop, najglasnej, da ja vsi slišajo, da pojejo zraven. Je lepo priti v slovensko reprezentanco, je bil biti najlepši del tega, ampak je pa tudi prav, da se zavedamo, kaj nosimo s tem, ne? Ker dejansko imaš veliko odgovornosti in do ljudi okoli tebe in do mlajših generacij in do gledalcev. Dejansko pač, da stopaš državo in to je nekaj največ, kar pač lahko. Zdaj, eden od ciljev je bil itak 100 nastop za reprezentanco. To je, kar se tiče, bil individualni cilj. Z reprezentanco imam pa zelo visoke cilje, bi se rada vsaj enkrat še jaz z njimi uvrstila in na svetovno in na evropsko prvenstvo, prej pa ne bom nehala igrati. Me je nekako vzgojil, zrasla sem s tem, tako da zaenkrat v bistvu se je vse gradilo na nogometu, ne? Tako da tudi pol po karieri upam, da bo še dolga, ko se ne ve. Ampak upam, da bo še dolga kariera, upam, da tudi ostanem v nogometu na bilo kak način. Želim si ostati v nogometu, no. Dobre pol ure vožnje od slovenske meje v osrčju regije Furlanije med Alpami in Jadranskim morjem leži Videm. Nogometno mesto, saj moška ekipa že številna leta nastopa v Serie A. Na obrobju pa leži Tavanjako, naselje, ki srcem in dušo diha za ženski nogomet. Igralke, katerih zaščitna barva je rumeno-modra, danes nastopajo v 3. ligi. Na vrhuncu moči so bili pred dobrimi 10 leti. Tavanjako di 90 è stato forse il momento in cui Tavanjako ha vissuto il suo momento di gloria, perché il calcio femminile, Tavanjako è uno dei fondatori del calcio femminile in Italia.
E in quel periodo le squadre dell'allora Serie A, che erano comunque squadre dilettantistiche, si chiamavano Tavagnacco, Badlolino, Foroni, Torres, dei nomi che oggi non esistono più. K tej tematiki se bomo v nadaljevanju še vrnili. Tavajnjako ima, kljub temu, da nastopa v tretji ligi, izvrstne pogoje. Na razpolago imajo toliko igrišč z naravno travo, da lahko istočasno trenirajo vse selekcije. So majhni in skromni, a se trudijo delati kot veliki. Fate conto che la nostra prima squadra ha delle ragazze che vengono da Trieste, che vengono dalla Carnia, che vengono da Conegliano, quindi riusciamo ancora a essere un po' attrattivi, diciamo così. Però ovviamente questo per la prima squadra, per quello che riguarda il settore giovanile è chiaro che devi essere a chilometro zero e noi facciamo attività con le scuole, open day per diciamo scuole primarie di primo e secondo grado per attrarre le ragazze a poter venire a provare a giocare a calcio. Ci stiamo dedicando a creare una struttura che ci possa permettere nell'arco di qualche anno di poter provare con il nostro settore giovanile, perché anche questo bisogna dire, a riprovare a riprenderci una Serie B. Zaradi svojega imena in zgodovine ostajajo zanimivi za dekleta, ki bi rada z dobre odskočne deske prišla v katero od prvoligaških ekip. Vizija, ki jih je krasila že od začetka in tudi zaradi katere so privabili vrsto Slovenk. Omenimo le nekatere. Tjašo Tibalt, Anjo Milenković, Kajo Eržen, Marušo Sevšek, Niko Babnik in pa tudi Laro Ivanuša. Smo imeli nek turnir v Gradiški, blizu Gorice. V bistvu tam proti Tavajnjaku smo igrali in na tisti tekmi so me opazili. Po tekmi je sicer prišel že trener do mene, pa je hotel kontakt. Takrat je bilo to na tak način, ni bilo neki prek menedžerjev. Tako da so vzeli moj kontakt, pol so me klicali, so mi rekli, da prijem na probo, da bi pač radi me videli. Sem šla na probo, sem pač bila tam en teden, so bili zadovoljni in poi si odločila za ta korak, sem šla v Tavajnjaka. Calciatrici slovene sono molto determinate, molto cattive dal punto di vista sportivo, perché comunque in Slovenia mi risulta che il calcio femminile comunque è discretamente considerato il numero, dobbiamo sempre fare un rapporto fra numeri di abitanti e ragazze che fanno quello sport, no? E quindi calciatrici slovene a Tavajnjako ce n'è state più di qualcuna, l'ultima era mi pare la Erzen 5-6 anni fa. E questo anche per la vicinanza, io immagino, no? Comunque Tavajnjako non è lontano dal confine. Odkar je ekipa zdrsnila v nižje lige, niso imeli več slovenskih reprezentantk, a le na videz. Ko dobro preverimo seznam nižjih selekcij oziroma igralk, ki se prebijajo na člansko pot, najdemo dve, ki imata slovenske korenine. Meliso Laković in pa Mileno Kocina. Torej, jaz sem začela igrati, ko sem bila 13 let. Najprej sem igrala za moško ekipo, eno leto z mojimi prijatelji sem igrala. Nato pa sem igrala za Triestino. Pol sem se izbrala, da bom šla na nek nov izziv in sem šla v Slovenijo igrati za Primorje. In pol pa sem spoznala Tavajnjako in sem rekla, poskusim tudi tukaj. Sem začela, kadar sem imela 8 let približno. Sem se vedno hotela igrati nogomet, ampak nič za to. Moji starši so bili veseli za tega in sem začela igrati, ko sem takoj hotela narediti vratar. Moj oče je tudi bil vratar in zato mogoče tudi za tisto sem hotela poskusiti, ampak odkar sem bila majhna, sem se igrala, ker sem imela tudi sosed, ki je igral z mene nogometa, torej mogoče za to. Medtem ko je Kocina italijanska državljanka, a so v družini zaradi slovenskih korenin želeli, da se nauči tudi našega jezika, je Melisa že imela možnost, da je oblekla dres s Triglavom na srcu. Ko sem prvič bila poklicana, sem bila zelo vesela, sem hitro poklicala očeta in je vsekakor zelo lepo biti poklicani od neke državne reprezentance. Moj cilj mogoče je tudi igrati za serial, vsekakor v profesionalno ekipo. Seveda bi rada igrala za kako višjo ekipo, za kako višjo ligo, ampak vsekakor, če ne bom tega dosegla, bom vseeno vesela s tisto, kar sem do zdaj dosegla.
Vrnimo se k ženskemu nogometu v Italiji. Da je Tavanjako poleg nekaterih manjših ekip zdrsnil v nižje lige, je pripomogel preobrat, ki so mu bili priča pred približno 5 leti. Adesso sono entrate un po' obbligate e un po' grazie alle proprietà americane delle società professionistiche, perché ripeto, negli Stati Uniti è uno sport seguitissimo il calcio femminile. Ci sono partite con 50-60 mila spettatori, cosa che il calcio maschile negli Stati Uniti non esiste. E quindi entrando società professionistiche le risorse in gioco ormai per il Tavagnaco sono lontanissime, perché ci sono una Serie A oggi mediamente a una squadra come la Juventus, l'Inter e il Milan costa 1 milione, 1,5 milioni di euro, che per loro è nulla. Per Tavagnaco vorrebbe dire vendere la chiesa e il municipio. Delo je recept za ponoven uspeh. Če ni močnega finančnega ozadja, se je treba opreti na strokovno znanje. Tuje igralke so trenutno predrage, a Slovenkam se ne bi odrekli. La cosa fondamentale per poter buttare le basi e non dover ogni anno cercare giocatrici che vengono da fuori con dei costi che comunque sono elevati, quindi lavorare sui giovani, assolutamente sui giovani. Magari la prossima slovena nella prima squadra? Ma volentieri, ma se me la portate anche domani mattina, non c'è problema. Okay. Volentieri. Allora, quest'anno non ho avuto molto tempo, ma gli anni passati qualche partitina in Slovenia, approfittando di... Si andava a fare qualche giro, avevo degli amici che mi portavano triestini e io ero il tecnico, in realtà ci andavo a mangiare e bere e si vedeva qualche bella partita. Slovenski mladinski reprezentanci ni uspel zastavljen cilj obstati v prvi kakovostni ligi. V kvalifikacijah za Evropsko prvenstvo so naša dekleta izgubila vse 3 obračune. Najbolj tesno je bilo proti Norvežankam, ko je srečanje odločil le en gol. Portugalke so zmagale s 5-1, Islandija je bila boljša 4-1. Za Slovenijo sta na turnirju po gol dosegli Kršlin Stojić ter Dolinar. Konec tedna se vrača ženska liga razdeljena na 2 dela, za prvaka 4 ekipe, preostale pa za razvrstitev. Muranona že v petek pričakuje Radomlje Medex, Cerklje igrajo z Aluminijem. V Šiški imamo ljubljanski derbi med Olimpijo in Ljubljano, medtem ko bo v Ajdovščini primorski obračun. Na policah igrata Primorje Tosleno Tricosmetics in Gažon Lelok. Zadnji par kroga je Krimhubat Novogradnje Maribor Tabor.